Kako pomembna je rehabilitacija, nam bo pojasnila klinična logopedinja Mateja Božič, ki se že vrsto let ukvarja z diagnostiko ter začetno rehabilitacijo sluha pri otrocih, z obravnavo gluhih in naglušnih odraslih oseb in uporabniki polžjevega vsadka. Pozdravljeni, gospa Božič. Lepo pozdravljeni. Slišali smo, kako pomembno je nastavljanje zunanjih delov polžjevih vsadkov, to je procesorjev in kasnejše sodelovanje z logopedom, ki s slušnimi vajami pomaga pri prepoznavanju zvokov okolja in razumevanju govora. Kako izgleda programiranje, kdo ga v Sloveniji izvaja in kam se lahko uporabniki obrnejo glede slušnih vaj? Takole je, ne, mesec po operaciji se oglasijo uporabniki pri nas ali mali otroci starši na prvi imenovani fitting ali nastavitvi zunanjih delov. Pravzaprav je prva nastavitev samo en uvod v poslušanje. Tako da predhodno, že pred operacijo povemo, da ne bi bilo nerealnih pričakovanj, da pač to poslušanje nastaja postopno. Se pravi, da po prvi nastavitvi slišijo nekaj malega. In sledi potem nastavitev seveda en teden, čez 14 dni, čez 3 tedne, en mesec, kasneje na 3 mesece, pol leta in leto. Vse pa je individualno, rekla, prilagojeno na posameznika. Zdaj, če me vprašate, seveda drugače nastavljamo to pri otrocih ali odraslih, ker pri otrocih rabimo veliko opazovanja in dodatnih nekih objektivnih potrditev, predhodnih meritev že med samo operacijo, medtem ko odrasli seveda sodelujejo. Nekateri uporabniki polžjevih vsadkov hkrati uporabljajo tudi slušni aparat, kar prinaša zanimive izkušnje, pa tudi izzive v poslušanju. Zakaj je smiselno uporabljati še slušni aparat na drugi strani? Kakšne so prednosti in morda pomanjkljivosti, si bomo ogledali v vaši kratki predstavitvi o bimodalnem poslušanju. Vam bom jaz kar pripravila. Se vidi na zaslonu? Ne, še. Samo malo. Zdaj pa se? Se. Takole. Jaz bi vam na kratko predstavila, kako pomembna je uporaba polžjevega vsadka na eni strani in slušnega aparata na drugi strani. Strokovno rečemo bimodalna uporaba. Zdaj, seveda od prvih začetkov implantacije se zavedamo, da imamo ljudje namenoma dvoje ušes in zato poskušamo tudi nasprotno uho uporabiti, ojačati, če govorimo drugače o enostranskih implantacij. Predvsem zadnja leta, kot je že omenil profesor Rebolj, so indikacije za polžji vsadek nekoliko drugačne, kot so bile na začetku, in sicer se odločamo za operacijo polžjevega vsadka nekoliko prej. Ne pri popolnoma gluhih ali pa s temi, ki imajo minimalne ostanke sluha, ampak tudi pri ljudeh morda z zmerno ali zmerno težko okvaro, kjer pa opažamo, da slušni aparat glede razumevanja ne zadošča več. Poudarila bi, kako pomembna je meritev sluha pred operacijo pri posamezniku in potem še večkrat tudi po vstavitvi polžjega vsadka, ker sluh se seveda lahko spreminja, lahko pada. Ni rečeno, da ostaja enak. Zdaj, komu svetujemo hkratno uporabo polžjega vsadka in slušnega aparata? Vsem uporabnikom z napredujočo postopno izgubo sluha, a uporabnimi ostanki sluha in tistim, ki so vajeni obojestranskega poslušanja. Otrokom, ki se rodijo gluhi, to se pravi s prirojeno okvaro sluha in zopet uporabnimi ostanki sluha, in pri njih še posebej pozorno večkrat merimo sluh po operaciji. Saj veste, da so otroci operirani zelo zgodaj, ob letu in pol, in takrat imamo pred seboj
poleg objektivnih potrditev sluha, vedenjski audiogram, ki se potem še večkrat izmeri. Svetujemo tudi od rojstva naglušnim odraslim, to se pravi tistim, ki zelo dolgo uporabljajo že slušne aparate, se pravi so vajeni poslušanja. Poudarila bi, da predvsem pri slabovidnih in slepih osebah z uporabnim sluhom na drugi strani, pri njih so nekako še drugačne indikacije pri odločanju za polžev vsadek in pri nenadno oglušilih. Ravno tako z uporabnim sluhom na drugi strani. Tukaj le desno si lahko na slikci pogledate, območje, ko je bilo včasih, težka naglušnost in praktična gluhost, je zdaj že tam po 60 decibelih, kar pomeni, da pristopamo res hitreje. Zdaj, pri uporabi slušnega aparata na drugi strani je pomembno več dejavnikov. Prva je vsekakor stopnja in vrsta naglušnosti. Stopnja je tako, da pravzaprav vešči uporabniki imajo lahko končno, ko sluh pada, relativno malo sluha, a ga še vedno izkoristijo. Vrsta naglušnosti pa vemo, da ljudje, ki imajo notranjo ušesno okvaro, drugače uporabljajo slušni aparat, kot morda tisti, ki imajo kombinirano. Velikokrat so kombinirani seveda boljši uporabniki in dosežejo večjo razumljivost. Čas predhodne uporabe slušnega aparata. Zdaj, če nekdo zopet dolgo uporablja in je vajen, je drugače, kot nekdo, ki nenadno ogluši in je pravzaprav tudi glede slušnega aparata manj izkušen. Trajanje naglušnosti, potem kvalitete slušnega aparata. Danes so na tržišču že zelo kvalitetni slušni aparati. Digitalna tehnologija, vemo, je čisto zasenčila nalogo, ampak še vedno najdemo težko naglušne in gluhe, ki z nostalgijo, žalostjo se spominjajo močnih analognih aparatov. Potem starost uporabnika. Tukaj je mišljeno predvsem kakršnekoli dodatne motnje, ki jih prinaša starost, ki ovirajo uporabo aparata, se pravi neka psihofizična aktivnost starostnika. Zelo pomembna je želja, motivacija za uporabo slušnega aparata. Večkrat slišimo odrasle, ki so vse življenje uporabljali slušni aparat, potem pa prišli na neko manjšo naglavno obliko zelo uspešnega, rekla polževega vsadka, se pravi, da dobro razumejo z vsadkom. Potem odstranijo slušni aparat in rečejo, končno nimam ničesar več za ušesom. Tako da to je en vidik, ko nekdo odkloni uporabo na drugi strani. In pa zopet predhodne izkušnje z obojestranskim poslušanjem. Obojestranska uporaba vemo, da omogoča v prvi vrsti boljšo orientacijo in lokalizacijo zvoka. Pridobiš pri razumevanju govora v hrupu. Več užitka je lahko pri poslušanju glasbe. Predvsem bi rekla, ljudje, ki imajo ohranjeno nizkofrekventno območje, pravijo, da jim slušni aparat da več širine, in da je polžev vsadek namenjen razumevanju. S polžkom krasno razumejo in komunicirajo, ampak nekaj vendar slušni aparat neko noto vedno doda. Oba skupaj pomenita najbolj naravno kakovost zvoka. Stereo poslušanje vemo, da je bolj polno, in kot sem že omenila, bolj naravno. In pa obojestranska uporaba prav tako omogoča bimodalno hkratno pretakanje ali s tujko rečemo streamanje s pomočjo Bluetooth sistema ali pa pri novejših procesorjih in dobrih pametnih telefonih kar direktno. Hkratna ojačitev, se pravi, lahko pripomore tudi k zmanjševanju tinitusa, šumenja, pretakanja, piskanja v ušesih. Sicer aparat lahko delno ali včasih popolnoma zamaskira ta šum.
Pogosto se pojavlja vprašanje uporabnikov, ali je potrebno slušni aparat občasno odložiti, da se lažje privadi na poslušanje s polževim vsadkom. Zdaj, naše izkušnje kažejo, da dokler ni polžev vsadek res primerno, dobro nastavljen, da je zaznava že zelo primerna na ravni pravi zaznavi zvokov, in ko začnejo razumevati vsaj delno s polžkom, vedno priporočamo, naj nosijo na drugi strani slušni aparat, ki so ga vajeni. In tudi kasneje, ko grejo na govorne vaje, pri nas tudi odraslim priporočamo, da pridobijo delovni nalog in se prijavijo na Zavod za gluhe in naglušne, kjer se logopedi ukvarjajo predvsem tudi z odraslimi s polževimi vsadki, da takrat potem kasneje, ko so v manj stresnem okolju, poslušajo z polžkom, na primer glasbo, televizijo in ob tem odložijo ali pa ob slušnih vajah trenirajo samo z vsadkom. Zdaj, med implanti so posebnosti, a ne? V večini slušne aparate nastavljajo akustiki samostojno, neodvisno od polževih vsadkov. V nekaterih programih mi lahko, ko nastavljamo polžev vsadek, dodamo možnost slušnega aparata na drugi strani in s tem delno vplivamo na hitrost stimuliranja vsadka, ki postane bolj podobno slušnemu aparatu. Ne smemo pa pozabiti, da ko nekdo dobi polžev vsadek, je še vedno uporabnik lahko tudi slušnega aparata in tega je treba tudi kasneje nastaviti, spremeniti včasih jakost, ker ko uporabnik dobro zasliši s polžkom, se na drugi strani lahko pojavi sprememba v jakosti, spremeni se barva glasu in skratka neko neujemanje. Potem slušni aparat in polžev vsadek vemo, da še ne komunicirata med seboj, kljub temu pa, da ne komunicirata, imata pa lahko nek skupni vir, se pravi Bluetooth naprave za pretakanje, tako da lahko uporabniki telefonirajo prek nekega skupnega pripomočka, pa poslušajo glasbo, omenila bi audio link, phone clip, TV streamer in druge. In večina ima 2 daljinca za upravljanje. Enega za slušni aparat in enega za polžka. Zdaj, kako se povezujejo različni implanti s slušnimi aparati? Medelovi implanti se načelno povezujejo z vsemi slušnimi aparati, le da pri nekaterih modelih v programu spremenimo določene parametre, da se medsebojno ujamejo. Pri kohlearju je, vemo, trenutno naveza z resoundovimi aparati, ki se bolj nekako povezujejo med seboj, pa tudi vsemi ostalimi aparati. Advanced Bionic ima tudi svoj slušni aparat, ki ga priporoča, to je Naida Link, ampak vemo, da imajo uporabniki tudi lahko katerekoli druge aparate. Moj nasvet je ta, da pravzaprav, če nekdo dolga leta dobro, uspešno uporablja slušni aparat, je prva pot, ko pride do nekega neskladja med eno in drugo stranjo, med polžkom in aparatom, gre k akustiku, da te težave omeni in da se nastavitev aparata spremeni, ravno tako pa mi lahko določene spremembe naredimo tudi pri nastavitvi vsadkov. Zato, če je želja, da bi, ali pa če se z aparatom uporabniki niso zadovoljni, pač svetujemo, lahko poskusite modele, ki so v navezi, ampak jih je treba res predhodno preizkusiti. Vsaj 2-3 tedne, da v različnih okoljih preverite, kako se pravzaprav sliši. Tako da cilj hkratne uporabe je seveda čim bolj naravno poslušanje, kot sem že rekla, priporočamo, saj se s tem izboljša komunikacija, pa tudi kvaliteta poslušanja in končno splošna kvaliteta življenja.